Pozdravljeni nazaj v mojem kanalu. Prvo se vam rad ful opravičil, zaradi tega, ker za Oskarjem nisva 10 dni nič objavljala. Sem se pojavil na Instagramu, ko ste videli, se je ful dogajalo, bile so počitnice, tada se res opravičujem, nisem se javil 10 dni, ne bo se več ponovilo, ampak moram priznati, da sem se imel ful fajn med počitnicami. Tako da, kako sem zdaj začel moje počitnice? Prvo sem se srečal z mojo oboževalko Zojo, ki je stara 11 let. Presenetila me je z to sliko sonca. Evo, bom pokazal. S to sliko sonca, zadaj pa še napisala, vam pokazal, samo da prvo preberem. Jaka, ti si najboljši youtuber, ki sem ga videla. Želim ti čim več sreče pri tvojih videih. Potem pa Oskar. Ksilovškan. Teda še enkrat hvala ti za to sliko. Potem si še jaz nekaj presenetil, sem ji dal neko malo darilo. Ampak nič posebnega, teda še najlepša hvala za to sliko. 100% gre v mojo sobo, na mojo steno. Zdaj med počitnicami sem imel tudi veliko medijskih nastopov. Bil sem na RTS, ko smo naredili moj prispevek o mojem meet and greetu. Hvala zaradi vas, ker vas je toliko prišlo, teda še enkrat hvala vsi, ki ste prišli. Potem sem bil tudi v reviji Suzi. Je bila cela stran o meni. Preden Oskar to razrize, vam pokazal. Teda to tudi svetovno. Potem sem bil tudi z Oskarjem prav na BKTV-u, ki so že prej naredili en prispevek o meni, o mojem meet and greetu. Potem pa so še me povabili na prav intervju. Teda v svetu odraslih sem bil, to malo prav oddajo. Teda ful svetovno hvala še enkrat BKTV. Imeli smo se ful fajn, ampak se nam je nekaj zgodilo z Oskarjem. Se ni nekaj hudega, pač to, kar se ponavadi zgodi. Včasih zaspi med ko snemamo videe, ne, to 100% ste že ugotovili. Včasih gre stran, ker mu več ni, tako zdaj. Ko smo pa snemali tisto oddajo, pa tako snemamo, pa on tam se lepo usede. Tako sem ga božal, točno tako sem ga božal, ker to najbolj paše. On sedi, 2 minuti kasneje, se on odloči, da se bo vstal. Ok, on se vstane, gre lepo tja, malo hodi. On skoči dol s klopce, ker tam smo imeli 2 klopci. On skoči dol s klopce. Je prišel še malo k meni. Ok, Oskar, Evo, super. pridi se mi. Malo se bo ogledal v studiu, očitno. Ja, Oskar nam je tako pobegnil iz studija. In on gre, on ga piči lepo ravno, prosim, pustiš? On ga piči lepo ravno bolj njega, on ne bo snemal tote oddaje, on ne bo snemal, Oskar. Bogi. Samo res prosim, še enkrat vam povem. Lepo prosim, ne se delate norca z njega v komentarjih, prosim. Ker sem malo zadnjič bral tak je bilo. Potem sem malo zadnjič bral komentarje, pa se ful delate norca z mojega Oskarja. Tak je, ni luškan. Zdaj, ko je bilo v eni mrzlo kot pes, sem se šel kopat, nekam bilo na toplo, imeli smo se super fajn, tam sem tudi par fanov oziroma oboževalcev spoznal oziroma smo se parkrat slikali. Tam je bilo svetovno, fajn sem se nakopal, sem tudi sliko na Instagram, če niste lajkali, idite na moj Instagram JackOnTheBoxSlo, tudi imam tak Facebook, idite tam followat pa lajkat, najlepša hvala. No, kaj sem še hotel reči, svetovno neke vrste svetovno, ker je v eni mrzlo zaradi tega, ker Perniško jezero ledeni. Ta je bila svetovno, malo smo igrali še hokej, ampak nismo mogli po celem jezeru drsati, ker ponovadi lahko po celem jezeru drsaš, zaradi tega, ker je bil sneg gor in je bil potem tako vedel, ko je led, pa je gor tak zmes vode pa snega, tako neka driskica, taka srama, tako bolj je. Bolj bogo je, da se ne moreš drsati potem, pa smo se tam lepo splužili.
pa smo imeli, smo tam igrali hokej, tako da je bilo svetovno, še par prijateljev prišlo, smo tam igrali hokej, ful dobro smo se imeli, ful fajn. Tako pa tudi vidite, kako izgleda Perniško jezero. Malo smo se drsali, pa fajn smo se imeli. Pa ni pa tako mrzlo, ko špilaš hokej, ni tako mrzlo. Pa še nekaj vam povem, da projekt Dobro delo še kar teče, še kar lahko delate videe, kako naredite neko dobro delo, kako nekomu pomagate. In date potem na YouTube, date hashtag Dobro delo in to je to in potem boste omenjeni v mojem videu. Naredil sem nekaj vrste spet dobro delo. Zdaj sem spoznal enega fanta z imenom Jernej, je zelo fajn pubec, moram povedati, da smo se zelo jela. Prava faca je, moram reči, kaj se je zgodilo, vam povem celo zgodbo. No, bilo je tako, da sem si prvo pisal z njegovo mamo na Facebooku, da bo imel on zaenkrat rojstni dan in če ga lahko jaz pridem, lepo prosim pozdraviti oziroma mu čestitati za rojstni dan v Maribor. On drugače igra 3 inštrumente, ampak se na žalost ne spomnim katere, vem za 2 približno. Vem za harmoniko 100% igra, harmoniko igra, potem saksofon, tretjega pa na žalost ne vem. Če sem se zmotil, to do vas res opravičujem, ampak vem, da igra 3 inštrumente, teda to morate biti talentirani, ne. Teda, ampak on je dejansko talentiran. No in on je v bistvu že naredil dobro delo, že prej, ker ima ker ima še 2 brata, ko tudi igrata inštrumente in potem skupaj vsi igrajo na ulicah, igrajo na dobrodelnih zabavah zastonj, to je že neke vrste dobro delo, da greš zastonj igrat nekam, to je zelo lepo. So zelo okej družina, oni zaradi tega igrajo veni oziroma na ulicah, ker prvo jim je brez veze, da bi bili doma na telefonih pa igrali igrice, nekaj takega, to se strinjam totalno, ampak na žalost nisem najboljši v tem. To je prvo, potem drugo zaslužijo, to ni nikoli slabo. Tudi zaradi tega si plačujejo, vsak si plačuje svojega učitelja inštrumenta, to je ful dobro, da si lahko sam plačuješ svojega učitelja. To je svetovno, potem tretja zadeva je, zakaj igrajo veni, zato ker se imajo ful fajn in še vadijo veni, se neke vrste učijo in cel čas ponavljajo pesmi, to je ful dobro od njega, da je šel igrat, oziroma da igra tako veni z njegovimi bratmi, to je svetovno. Sem rekel, okej, kak imamo zdaj plan? Je rekla, jaz mu bom rekla, da bo šel igrat, če hoče igrat za enega fanta, ki nima na žalost denarja, da bi ga najel, ker ima njegov ata 50 let, to si je izmislila, ne. To je vse bila neke vrste finta oziroma pas, da je on prišel. Je rekel, okej, valjda bom šel igrat, ni problema. Bili smo v eni kavarni noter in je on bil tako obrnjen, da me on ni videl, jaz sem tam zadaj prišel, ne. On tako gledal, tu ima video. Dobro, možda je malo darilo. Jaz sem slišal, da se ti je zapestnica strnila, ne? Ja. Kaj ti je bilo? Kaj si ti je? Škoda, tu ima zdaj 4 si ti dal, ali toliko. Upam, da ti bo darilo všeč, aromajice imaš noter, pa še par kartončkov za popisani. Tako da sem slišal, da ful dobra dela delaš, da zdaj si hotel iti igrat za enega neke vrste ateja od otroka, ne? Ko te je prosil, če lahko ideš igrat. Da je to ful lepo, pa zastojn, da je to ful lepo, da si šel na takem mrazu zdaj od doma, pa šel igrat, da sem ful vesel, da si to naredil. Pa slišal sem se tudi dostikrat večkrat takega naredil, ne? Da res čestitke, da delaš takega, da še enkrat. Res, svetovno. On je dejansko tako potem me nazaj pogledal, pa tak bil. Ona spredi not, vse najboljše, zdravo, me lahko objeme, ono tam se, potem ko smo gasili kamero, smo se tam melili še malo, ne, kakve prigode je imel, kaj se je vse zgodilo. Tako da še enkrat vse najboljše, Jernej, hvala za pijačo, upam, da se še kdaj vidimo, valjda, če ti majica ni prav, še ti bom enkrat novo prinesel, ko boš v Mariboru, samo napiši mi na Facebook. Pa zadnjič sem še imel eno nagradno igro, da tisti, ki bo 17. pod prejšnji video, pod komentar napisal hashtag Oskar Škili, dobi mojo majico in še podpisan kartonček. Teda zmagovalec je Žiga Cvetko, zdaj še pa eno tako smešno neko finto povedal, ni zdaj pač smešno, ampak pač finta mi je, da je bilo 1500 komentarjev, pa skoraj vsi so bili hashtag Oskar Škili, ampak jaz sem povedal, da 17. dobi 1000, jaz sem tako smejal, ko sem to videl. Kaj si to taka finta, da vi ste še kar pisali, mogoče niste videli, mogoče ste mislili, da 17.
Ampak vseeno, ful lepa so sodelovali, to je finta, da bom še dal kako nagradno igro v naslednjem videu. Še enkrat napiši mi, Žiga, še enkrat mi pošlji tvoje podatke na info@jackonthebooks.si, tam si ima vse napisala, kam ti naj pošljem, katera majica je, kakšno številko imaš, bla, bla, bla. Tada še enkrat čestitke, Žiga. Lajkajte moj Facebook profil in Instagram profil Jack on the Box, lajkajte ta video, ga šerajte, komentirajte nekaj, magari #Oskar je car zaradi mene, ker je res car. Nekaj si izmislite, nekaj napišite v komentarje, ful rad berem, tudi hejtane komentarje, tu zgoraj se subscribajte oziroma naročite na moj kanal. Mi dva gremo zdaj aja z Oskarjem, si mu ljubek. Pa se vidimo naslednjič, adijo.